Govorila bo o tem, kako slediti potrošnikom skozi odločitveni proces, jih izobraževati in razvijati odnos. Nakupni procesi so namreč vse bolj kompleksni in dolgotrajni. Vse več uporabnikov pa se o nakupu informira preko spleta. Karmen je strateška vodja projektov v Red Orbitu, ki se z veliko mero entuziazma loteva izzivov digitalnega sveta. Karmen. Živjo! Kako ste? Čedalje boljše, super. Jaz sem danes govorila o lead nurturingu in tako sem poslušala govorce pred mano, ugotavljala, da se ves čas v bistvu vsi vrtimo okrog istih stvari. Vsak malo drugače zadeve pojmuje, poimenuje, malo drugače zapakira, ampak v osnovi je zelo podobno in upam, da bo ta pristop z večjih različnih strani pomagal k temu, da vam tole postane bolj domače ali pa da dejansko začnete res konkretno uporabljati. Torej, podnaslov vrmenje, zakaj so pomembni tudi tisti uporabniki, ki ne kupujejo? Zato, ker je vsak uporabnik drugačen in če ne kupuješ, ne pomeni, da ni potencialen kupec pri nas. Pri nas gremo zmeri s predpostavko, da je dejansko vsak uporabnik drugačen potem, kako pride na spletno stran, kaj na njej dela, katere kanale vse uporabi, da obišče določeno podjetje. Dejansko se pa uporabniki tudi med sabo razlikujejo po tem, kaj jih prepriča v to, da naredijo naslednji korak. Zdaj, a je naslednji korak več raziskave ali je naslednji korak nakup? To je lahko različno, pa ne gremo zdaj v detalje, govorimo samo o naslednjem koraku. Prej, Luka, sva šel, če se spomnite tiste kačice oziroma grafa Consumer Decision Journey oziroma odločevalske poti potrošnika. Jaz sem se odločila, da enkrat v zgodovini naredim prezo brez tega. Hecam se, valjda ne. Skratka, Luka je že prej precej povedal o Consumer Decision Journey oziroma odločevalski poti uporabnika, potrošnika. Ampak jaz grem za vsak slučaj še enkrat čez, mogoče malo z druge strani. Gremo čez. Tukaj imamo 5 faz, pri čemer je tako, da se najpogosteje pa najbolj konkretno fokusiramo na tisto le na sredi. Buy. Kar pa ni nujno prav. Uporabniki prihajajo na vašo spletno stran in obiskujejo konec koncev tudi ostale kanale, ki jim date, v različnih fazah poslovnega procesa. Zdaj, eni so samo mogoče ugotovili, da imate nekaj zanimivega, eni so v konkretni analizi, tretji so pa mogoče že tik pred tem, da bodo kupili, pa iščejo samo še super ceno ali pa najboljšo ponudbo. Vse to moramo mi na spletni strani pokrivati. Na experience pa na bond se ne bom preveč fokusirala, čeprav bi me predhodni govorci verjetno okregali in rekli, da je to tudi ful super pomembno. Ampak to je pač nekaj, kar se v osnovi lahko dela z marketinško agencijo, je pa nekaj, kar mora tudi podjetje samo pa se razmisliti, kako bo to delalo, kako bo pridobivalo feedback, pa kako se bo povezvalo z uporabnikom. Skratka, glaven namen tega je, da pokrivamo vseh teh 5 koščkov poti in na vsakem od teh koščkov poti moramo dati sporočilo, ki uporabnika premakne naprej. Ni samo dosti, da mu damo neke informacije, ampak mu moramo tudi jasno povedati, kaj od njega želimo. In kljub temu, da imamo vse naštudiran, še zmeraj prihajamo do istega vprašanja, ki je, zakaj uporabniki ne kupijo. Razlogov je lahko več. Eni so taki dosti simpel, ne vem, spletna stran ne ustreza, ne najdejo informacije, ki jih rabijo, informacije so zapletene, ne znajo check-outa narediti, ne vejo, koga bi kontaktirali, mogoče ne zaupajo strani. Tega je cel kup. Ampak je pa en glaven problem, ki ga ponovadi ignoriramo. Ti uporabniki niso v fazi nakupnega procesa, oziroma v fazi nakupa.
In ne glede na to, kaj mu mi ponujamo, če pač uporabnik ne ve, če še ne ve in se še ni odločil, da bo to kupil, je čisto vse eno. Če uporabnik niti ne ve, kako mu lahko vaš produkt reši nek pain, zakaj bi njega zanimali, če mu date 20% popusta? Pač ni relevantno. Vsak uporabnik, ko pride na vašo stran, je v bistvu potencialen kupec. Jaz vem, da se večinoma fokusirate na tiste, ki kupujejo, vem, da večinoma analizirate poti uporabnikov, ki dejansko naredijo za vas želeno akcijo, torej nakup, naročnina, ne vem, kakšne so. Ampak ful je pomembno, da se fokusiramo tudi samo na tiste, ki dejansko stvari raziskujejo, ki še ne vejo, kaj točno potrebujejo, ki še ne vejo, kako jim lahko vaš produkt reši težave, olajša življenje. In pri nas je pač ena zelo taka fajna zadeva, ki se lotevamo lead nurturing in sicer z remarketingom. Jaz predvidevam, da večina v dvorani ve, kaj remarketing je. Dajmo preveriti za vsak slučaj. Veste, kaj je remarketing? Ja? Dvigajte roke, tisti, kaj veste. Koga pa aktivno uporablja? Dela, kakorkoli. Bolj malo. Remarketing, za vse tiste, ki niste roke dvignili, no? Za vsak slučaj, remarketing je v bistvu ponovno nagovarjanje uporabnika. Uporabnika, ki je že bil v stiku z vami na nekih digitalnih kanalih, zdaj lahko je to spletna stranka, ali najpogostej, lahko pa tudi kje druge. Aplikacije, na primer, tudi to je opcija. In kar nam dodatno remarketing omogoča je, da lahko vsakega uporabnika nagovarjamo zelo individualno, z nekaterimi kanali, z drugimi kanali, pa saj jih grupiramo v neke smiselne skupine in jim potem tem skupinam uporabnikov zopet dajamo neka sporočila, ki so za njih zanimiva. Andraž? Dela. Ok. Tukaj imam par primerov, kje se lahko remarketing vse izvaja. Ta prva slika je remarketing na iskalniku, primer z Google. Pri čemer zadeva funkcionira na način, da nekdo na vaši strani, ne vem, si ogleduje produkt, pa vaša stran zapusti, seveda brez nakupa, potem pa gre naprej oziroma nazaj na spletni iskalnik iskati ali konkurenco, ali naprej čisti produkt, kakorkoli, in tega uporabnika lahko ponovno nagovorimo z tekstovnim oglasom. Druga varianta je v bistvu enako ponavljanje nagovarjanja, ampak z banerjem. Se pravi, tam ne ten majhen avto narisan, kjer se ponavlja. Remarketing z banerji ni na iskalniku, je pač na drugih spletnih straneh. In tak tipičen primer tega je, če si recimo ogledovali nek izdelek, potem se pa ta isti izdelek na vseh spletnih straneh zasledoval. To je to. Tretji primer je remarketing na mailih. Ta varianta deluje, če imate od uporabnika mail. Je pa drugače zelo super varianta, ker lahko uporabnika nagovarjate zelo osebno. Namesto da rečete, da napišete neko generično sporočilo, lahko rečete, gospod Novak, vidimo, da ste si ogledovali ta pa ta izdelek, vas mogoče zanima več informacij, vas pokličemo, nagovor je odvisen od vas. Potem imamo pa še opcijo za Facebook. Enako deluje, kar bom rekla, z banerji stvar, da gre na spletno stran in vse obiskovalce spletne strani lahko dejansko ponovno nagovarjamo na Facebooku. Ne bom še preveč v detajle v te zadeve, ker mogoče ni toliko pomembno na tej točki. Uporabnike razdelimo v sezname. Zdaj, za ene zadeve, se pravi, za tekstovne oglase pa za banerje dejansko grupiramo uporabnike in rečemo vsi, ki so se ogledovali določeno stran. In pač
ta seznam uporabnikov, ki je res segmentiran in za katerega vemo, da ima pač neke specifične lastnosti, ta seznam lahko uporabimo za prikazovanje specifičnih sporočil bannerjev. Zdaj, pri mailu gremo lahko pač 1 na 1 in lahko delamo zelo segmentirano, lahko delamo zelo natančno in zelo personalizirano. Super. Tukaj imam par primerov targetiranja. Se pravi, lead nurturing dejansko lahko delamo na vseh tistih, ki so že v preteklosti nekaj kupili, lahko ga pa delamo dejansko na čisto novih ljudeh. In tukaj so ti primeri. Prva dejansko govori za tiste, ki so že kupovali, pri čemer lahko uporabnika po nakupu še naprej obravnavamo, mu ponudimo neke dodatke k produktu, ki ga je že vzel, lahko mu ponudimo neke nadgradnje, če je ta produkt recimo že star in podobne zadeve. Lahko pa enostavno se fokusiramo na vse tiste, ki so novi in tukaj dajemo sporočila, ki jih bodo premaknile naprej po consumer decision journey in jih bodo prepričale, da mogoče samo ogledovanja dejansko postanejo kupci. Sporočilo. Jaz mislim, da tale del je sigurno najbolj pomemben del moje preze. Sporočilo mora biti izobraževalno. Če sem takaj zapomnili, je to. Če sporočilo kupca ne bo izobrazilo, kupec ne bo videl, kaj je dodana vrednost vašega produkta in zagotovo ga ne bo kupil. Vi morate kupcu oziroma potencialnemu kupcu jasno povedati, zakaj bi pri vas nekaj vzel. In to lahko počnete dejansko z vsemi oblikami remarketinga, ki sem jih prej naštela, se pravi tako na iskalniku kot z bannerji, predvsem pa z maili. Če imate možnost od uporabnika dobiti mail in ga preko tega nagovarjati, je to sigurno najboljša varianta. Tako sem rekla, namen sporočila mora biti izobraževanje. Nujno. Dodatno, vsaj predstavljam si, da ima večina namen uporabnika tudi animirati. Ga prepričati v nadaljne raziskovanje in interakcijo z spletno stranjo ali pa pač drugimi digitalnimi kanali. Lahko je to tudi v offline. Lahko uporabniku enostavno ponudite, da vas lahko pokliče, lahko mu ponudite, da ga vi pokličete. Jaz ne vem, kakšen je vaš model oziroma kako se zadev lotevate, ampak tukaj je opcij ogromen. Kar je pa najbolj pomembno je, da pa uporabniku dejansko pokažete njemu, kako zelo pomemben je. Povedati mu morate, kako boste tudi njemu nasprot prišli. Zdaj, uporabnik je lahko izgubljen, pač rabi dodatno pomoč. Ena od variant je ta, da mu lahko ponudite, da ga pokličete, da se pogovorite z njim, ne vem, greva na kavo. To je super opcija, ki jo sicer pa nas premalo izrabljamo, ampak bi jo lahko. Zakaj uporabnika izobraževati? Jaz vem, da to vzame ful časa, priprava vseh mailov, čeprav so na koncu lahko avtomatizirani, priprava vseh super vsebin, ki tako je pred mano že rekel, da delamo enkrat, uporabljamo lahko forever. To je sicer vse res, še zmeraj gre ful časa za to, ampak ne pozabiti, da boste od tega imeli tudi vi ful koristi. Sigurno bo to pripomoglo k pozicioniranju blagovne znamke, pač tudi samega produkta. Postali boste zanesljiv vir informacij, kar je zelo pomembno, in lahko dejansko postanete tudi svetovalec. Predstavljajte si, da imate en super infoportal, na katerega se uporabniki ves čas vračajo. Prej ali slej bojo verjetno začeli tudi pri vas kupovati, ker vam bojo zaupali, vedeli bojo, kdo ste, zakaj to delate, zakaj je to super, pa zakaj morajo to pri vas vzeti.
In to je super varianta. In na koncu bo pač vse skupaj valjda rezultiralo v prodaji. Kako dobro negovati lead? Kdaj začeti? Takoj. Ko je nekdo na vaši spletni strani ali v stiku z vami, ga je treba takoj zagrabiti. Ne ga pustiti, da uide. Če čakate predolgo, se človek premisel, ohladi, kup druge, pač zgubili ste ga, to je to. Treba je človeka nagovarjati oziroma uporabnika nagovarjati takoj. Zdaj, ena varianta je, da mu takoj prikažete tekstovne oglase na iskalniku, lahko takoj začnete bannerje kazati, to so tisti izdelki, ki vas potem lovijo po spletu, lahko pa jim pošljete maile. Jaz verjamem, da če imate kakšne izkušnje naročanja stvari iz tujine, ste sigurno, v roku 1 ure, potem, ko ste zapustili stran, verjetno dobili takoj na mail, tale izdelek vas čaka v košarci, pridete zaključiti nakup. To je primer iz B2C sveta. Delajo pa povsem enake stvari tudi v B2B svetu. Tam so sicer maili mogoče malo bolj nedodelani, ampak drugačni, ampak v teh mailih vas zmeri nagovarjajo z imenom, zmeri vam ponudijo pomoč in zelo velikokrat se zgodi, da vam dejansko tudi ponudijo klic, pri čemer vas oni pokličajo, ne vi njih. Prilagoditev. Jaz vem, da prilagoditve na tekstovnih oglasih pa na bannerjih se verjetno ne da glih lahko delati in tudi ne pričakujem, da boste tukaj ne vem kaj lahko naredili, absolutno jo pa pričakujem v mailih. Tako sem prej razlagala, ne pošiljati nekih generičnih mailov, čeprav vem, da so pripravljeni in da so to templati, ki bojo šli ven, ampak zmer pustite noter polja, v katerih lahko daste tako besedilo, da je uporabnik prepričan, da je to poslano samo njemu in da je to res samo za njega. Izražite skrb za uporabnika. Lahko mu ponudite od tega povabila za kavo do telefonskega klica tudi kakšne druge ugodnosti. Lahko ga mogoče povabite na kakšen dogodek, lahko mu priporočite branje kakšnega blogposta, lahko mu priporočite download kakšnega dokumenta, ki bi mu lahko še dodatno pomagal in ga izobrazil, zakaj ta produkt oziroma storitev, karkoli je zapakirano v tem dokumentu, za njega res pomembno. Kako mu lahko ta stvar reši težavo, ki jo ima? In zmerimo, dajte najkrajšo pot do informacij. Userja nikoli peljati na domačo stran ali pa, ne vem, na seznam izdelkov, recimo, če točno veste, da on išče neko specifično zadevo. Če ga boste pelali stran, ga to ne bo zanimalo. Remarketing, pa že sem razlagala, kako je mogoče delati na desktop računalnikih, je pa zadeva taka, da gre lahko tudi čez te meje in deluje tudi na drugih napravah. Sigurno ste se srečali že s kakšno zadevo, ko ste po neki spletni strani gledali zadeve, pol vas je pa na Facebooku ujel oglas. To se vse da delati in to treba delati. Na koncu pridemo še do ene zadeve, lead scoring versus predictive analytics. Zdaj, jaz nisem razlagala tehnikali, kako remarketing funkcionira, pa mogoče na tej točki lahko. Remarketing dela tako, da uporabniku podtaknemo en piškotek in ga na podlagi tega targetiramo. To je sicer super sistem in tako lahko targetiramo z tekstovnimi oglasi na iskalniku in pa z bannerji, ne moramo pa tega uporabljati za mail. Za mail moramo dejansko pridobiti mail, kar pomeni, da moramo imeti opisanega uporabnika. Ampak to še vedno ne pomeni, da lahko pa zaradi tega, oziroma da dejansko pozabimo na ves tisti čas, ko je uporabnik že sicer bil na strani, lahko vas je 3-krat obiskal, ob 4. obisku pustil mail
To ne pomeni, da moramo zdaj pozabiti tiste 3 obiske, ampak ko mi pridobimo dodatne podatke, prestavimo zraven še tiste stare. In to je ful pomembno, ker lahko na ta način dejansko uporabnika spoznamo. In če kakšnega od teh delov spustimo, ni nujno, da bo naš lead scoring v bistvu uspešen. Treba je zbrati čim več podatkov in se na podlagi tega odločiti. Zdaj, tukaj imamo lead scoring versus predictive analytics. Če gruntate, katera stvar bi bila za vas boljša, definitivno druga. Ker lead scoring deluje po principu, da se ponavadi ena skupina marketingerjev usede, ali pa mogoče en sam, pa rečem. Vsak, ki si je ogledal spletno stran, ki je bil na aplikaciji in ki si je, ne vem, downloadal XY dokument, kvalificira za to, da ga damo naprej prodaji, ki ga obravnava in mu bo neki zdaj podtaknila. Ni nujno res, lahko je, ni pa nujno. To je zelo subjektiven sistem ocenjevanja in gledanja tistih, ki naj bi kvalificirali in ni nujno uspešen. Zdaj, po nekih raziskavah ne bi bilo celo tako, da je s predictive analyticsom lahko 10-krat boljši uspeh. Predictive analytics pa funkcionira tako, da v analitiko uvozimo, ali pa če že prej pridobimo, zgodovinske podatke o vsem, kar se je na spletni strani dogajalo. Pomembni so tako tisti, ki so kupovali, kot tisti, ki niso. Jaz vem, da običajno dela analize na vseh tistih, ki so kupovali, ampak ne pozabiti na te druge. Ti podatki se potem ocenijo, pač določi se, kaj so bile zdaj želene poti, pa kaj so bile neželene poti, želene so seveda nakup, in na podlagi tega pomagamo sistemu, da se uči. Sistem lahko predvidi razne poti, ki jih lead scoring ne. In ravno zaradi tega bi bilo škoda, da nekoga spustimo, če ga pa lahko s predictive analyticsom ujamemo ali pa rečemo, evo, kljub temu, da je imel, ne vem, 10 različnih stvari na strani, je pa še zmeril dejansko na koncu nekaj kupov. Tako da, treba je stvari malo širše gledati, pa malo mogoče tudi sistemom zaupati. Tale slajd je bil originalno napisan v drugo smer, se pravi, da 11% uporabnikov, ki začne nakupni proces, tega tudi zaključi, ampak sem se odločila, da ga malo obrnem okoli, zato ker niso pomembni samo tisti, ki kupujejo, ampak so pomembni tisti, ki ne kupijo. Ker tisti nam dajo lahko veliko podatkov, ki jih rabimo, zato da naredimo na strani kakšne spremembe, ki lahko vplivajo tudi pozitivno, zelo pozitivno na stvari. Več teh spremembah bo, mislim, da povedal naprej Peter, tako da ne bom šla v neke blazne detajle, ampak ja, znači, to je to. Mislim, da lahko zaključim na tej točki. Hvala, Karmen. Mogoče eno vprašanje? Aha, tamle je ena gospodična. Sam trenutek, da mikrofon dobite. Sam moment, če počakate, da vas vsi slišimo. Jaz sem eno vprašanje, ki smo rekli, oziroma ki ste rekli čisto na začetku pri pridobivanju lidih, da ko se stranka javi, da ga kontaktiramo v maksimalno 1 uri oziroma takoj. Zdaj, kaj pa recimo pri klicih stranko, ne vem, lahko zmotimo ali to pozitivno ali negativno vpliva na to? Zdaj govoriš, da je klic narejen z vaše strani ali stranka posebej? Ne, da bi jaz poklicala stranko oziroma pač podjetje, ko pusti lid. V bistvu, ko pusti lid, mislim ne, če stranka pusti svoje kontaktne podatke, pri čemer je jasno, da jih je pustila zato, da bo poklicana, potem ne vidim težave. Sicer predvidevam, da kličete v nekih podobnih urah, tako da si predstavljam, da tukaj ne bi smeli. Ne, mogoče, a je se bolj splača, je bolj mail ali bolj telefonski klic, to je res odvisno od situacije. Jaz ne poznam vašega produkta oziroma kaj je tukaj zadnji, mogoče bo lažje, če rečemo pol kakšno na to tako. Čisto odvisno od tega, kaj imate. Hvala. Čas nas priganja, tako da se bomo premaknili k naslednjemu predavatelju.